Kako se bo po vašem mnenju, vaši viziji razvijala elektronska knjiga v Sloveniji? Prvi tak prelomen termin bo, ko bo postalo za tablične računalnike v Mobitelovem in Simobilovem omrežju možno prodajati elektronske knjige. Drug prelomen trenutek pa bo, ko bomo v Sloveniji na trg spravljen uporaben bralnik za elektronske knjige. Vse tisto, kar je trenutno na razpolago, je žal bistveno slabše od Amazonovega Kindla. Kakšne bi morale biti po vašem mnenju cene elektronskih knjig? Enako visoke kot cene mehko vezanih knjig, se pravi tam recimo med 9 in 15 evri za slovenski trg. V Ruslici se dogaja marsikaj. Razširjamo ponudbo ne samo na področju elektronskih knjig, kjer zadnji 3 leta ponujamo predvsem dela slovenskih avtorjev, razširjamo ponudbo na časopise, revije. V prihodnosti bomo prisotni od različnih platform, Androidov, iPadov in podobnih naprav. Ampak po mojem mnenju je največji problem, največja ovira, da se elektronske knjige v Sloveniji bolj ne razširijo, v tem, da klasična knjigotrška industrija vztraja na nekih starih okopih, vztraja na starem poslovnem modelu, ki temelji na visokih provizijah. Vendarle moramo vedeti, da je razdalja med avtorjem in bralcem velika, da je vmes mnogo ekonomistov, marketingarjev, šoferjev, distributerjev, raznih ljudi in seveda zaradi tega je končna cena, ki jo mora bralec plačati, visoka. Nekaj podobnega se je zgodilo pred leti z glasbeno industrijo in šele potem, ko so prišli na model, da ena pesem stane $1, se je recimo v letošnjem letu pokazalo, da se proda več skladb, več pesmi kot kadarkoli. Kaj pa avtorske pravice? Avtorske pravice morajo ostati pri avtorjih, drugače avtorjem od tega ne bo nič ostalo. In pri založnikih je pa tako, elektronski založniki doslej niso naredili nič za promocijo avtorjev. Tisti, ki se v Sloveniji ukvarjajo z elektronsko knjigo, ne investirajo v promocijo avtorjev, ker enostavno s prodajo e-knjig zaslužijo premalo. In zato morajo biti te stvari nekako še zmeraj morajo ostati razdeljene. V tistem hipu, ko bo pa seveda elektronski trg začel prevladovati, se bo pa to obrnili. Avtorji, predvsem tile manjši neuveljavljeni, so z vložkom, ki jih knjigarne oziroma založbe ali pa časom, ki je namenjen njim in njihovi knjigi, je nizek. In avtor, ki je recimo več let aktiven na eni od socialnih mrež, se lahko v tem času pridobi bistveno več potencialnih kupcev, kontaktov, kot bi mu katerakoli založba.